Prišla bo smrt in imela bo tvoje oči je naslov pesmi, ki jo je italijanski pesnik in pisatelj Cesare Pavese napisal leta 1950. To je najbrž ena zadnjih pesmi, ki jih je napisal, predno je istega leta storil samomor. Prišla bo smrt in imela bo tvoje oči je tudi naslov moje trenutne razstave v Galeriji sodobne umetnosti Celje. Na tej razstavi je precej smrti in tudi dosti oči. Rdeča nit razstave, ki sva si jo zamislila s kustosinjo Ireno Čerčnik, je smrt oziroma smrt in nasilje. Razstava je sestavljena iz 6 ciklov, ki so 7 znamenj: preživeli, lakota, postmortem, konec, prva vaja in pa obiskovalci. Vse te cikle povezuje tako smrt kot nasilje. To nasilje je lahko ideološko nasilje, lahko je pa to nasilje izraženo kot nasilje nad lastnim telesom ali pa v dejstvu fizične smrti človekovega telesa. Tu se seveda lahko vprašamo, ali je smrt človeka res nasilje. Po mojem mnenju je nasilje, za razliko od smrti živali, ki se svoje smrtnosti, minljivosti ne zaveda. Eno od vprašanj, ki se tiče te razstave, bi lahko bilo, zakaj se sploh ukvarjati s smrtjo? Zakaj se ukvarjati s smrtjo, zakaj se ukvarjati s truplom? Moj odgovor bi bil, zakaj se ne ukvarjati s smrtjo oziroma kako se lahko sploh ne ukvarjamo s smrtjo, ki je vendar tako pomembna, tako prisotna, tako usodna, tako neizbežna. Obenem bi se lahko vprašal, kaj nas lahko naučijo trupla, kaj nas lahko nauči mrtvo telo ali pa kaj nas lahko naučijo mrtve oči. Se pa lahko vprašam, kaj smrt sploh pomeni. A govorimo o procesu umiranja, govorimo o tistem nedoločljivo izredno kratkem trenutku, ko živa oseba postane truplo. A je to možganska smrt, a je smrt odsotnost nekoga, ki je umrl in ga ni več med nami. A je to ta čas brez njega. Skratka, smrt je ima lahko številne oblike. Gre za razstavo, ki predstavlja 6 projektov. Odločila sva se, da jo narediva kompaktno tudi v tej neki rdeči niti, ki povezuje vse projekte vsebinsko. Odločila sva se, da predstaviva serije, ki tematizirajo tisto pravzaprav, s čimer se Goran Bertok res ukvarja v zadnjih 20 letih, to je, da predstaviva tematiko smrti in pa bližine smrti. Predstavila sva 6 projektov, razvrščenih skozi 4 prostore Galerije sodobne umetnosti, s tem, da sva dala kakšna projekta tudi v medsebojni dialog. Sama postavitev razstave je bila realizirana v smeri, da pripraviva nek kronološki pogled, se pravi, da se začne razstava z novejšimi deli in se konča z najstarejšim, pravzaprav iz najstarejših deli izhajajočim projektom. V prvi sobi sta predstavljena projekt 7 znamenj, to je njegova najnovejša serija. Je postavljena v dialog z serijo Preživeli, ki tematizira izkušnjo ljudi, posameznikov, ki so bili internirani v koncentracijsko taborišče. Namreč zakaj? 7 znamenj, tukaj smo naredili izbor 4 simbolov iz teh 7 znamenj, in sicer gre za znamenja, ki nosijo za sabo neko zgodovino oziroma
nek kontekst, za katerimi stojijo skupine ljudi, stojijo države, stojijo posamezniki. Simboli, ki so seveda simboli nekih ideologij, političnih sistemov, ki nosijo za sabo usode ljudi in seveda ponavljanje zgodovine, rečemo, zaradi tega, ker to, kar se dogaja v sodobnosti, vsekakor pride v prvi plan razmišljanja, ko vstopimo v ta prostor. In ravno to je bil namen, da s prvim prostorom opozorimo na to, kaj se dogaja v družbi oziroma v svetu v sodobnosti. Se pravi, vzponu nekih okupacijskih politik, genocidnih politik, da postaviva skupaj z serijo Preživeli, na ta način opozoriva na ponavljanje zgodovine, da na ta način opozorimo na to, kako se dejansko, ko se vzpostavijo neke ustrezne ali ekonomske, ali politične, ali verske razmere, se zgodi v človeku ali v človeštvu nekaj, kar ga prižene v neka dejanja, ki so dejansko nepojemljiva. Da si lahko nekdo vzame pravico, da bo vzel življenje sočloveku. Tako da poanta te prve sobe in začetka razstave je ravno to, da gledalec vstopi v prizorišče, v katerem se sooči pravzaprav z naravo človeštva in s tem, kaj se pravzaprav danes dogaja. Če govorimo o pomenu nasilja v mojem delu, bi omenil serijo Preživeli, v kateri gre za nasilje in spomin, za sistemsko ideološko nasilje nad posameznikom, kar je pa itak, mislim, da stvar, s katero se ukvarjam že od samega začetka svojega ukvarjanja s fotografijo. Nasilje družbe nad posameznikom. No, v seriji Preživeli je to nasilje organizirano, eksplicitno, vidno. Vsi se strinjamo, da je nasilje v koncentracijskih taboriščih druge svetovne vojne pač nek vrh enega nasilja, ekstrem nasilja. In zato se mi zdi pač za moje delo zanimivo. No, še ena stvar je, po drugi strani bi lahko rekli, da je to nasilje fašističnih in nacističnih koncentracijskih taborišč. Se zdi, kot da je nek izredno oddaljen fenomen, ki se ne more ponoviti. Seveda smo videli ravno na področju nekdanje Jugoslavije, kako se je ta fenomen, ki ga nekako pojmujemo tam, ga postavljamo v čas druge svetovne vojne, kako hitro se lahko ponovi. Skratka, nekdanje žrtve postanejo krvniki v trenutku, ko se za to pojavijo primerni pogoji. Naslednjo sobo sva postavila serijo Lakota, se pravi, da smo prišli v nasilje, ki ga izvaja neka oseba pravzaprav nad svojim lastnim telesom. Gre pa za serijo, ki je izredno presunljiva, ko se soočiš s tem krhkim anoreksičnim telesom. Presunljiva je zaradi tega, ker je ustvarjena pravzaprav neka atmosfera, atmosfera neke miline in pa dostojanstva te portretirane osebe. Tako da ravno s tem, s to neko tiho prezenco, ki je v tem prostoru, te osebe, ki hodi po tej res tanki liniji med življenjem in smrtjo, se te dotakne izredno močno. Naslednja serija je postmortem, se pravi, prehajamo iz najnovejših do najstarejših del, ampak hkrati prehajamo iz nečesa družbenega ali pa izkušnje drugega, prihajamo pravzaprav v prostor, ki je pa izrazito oseben, ker tam se neposredno in intimno soočiš pravzaprav samim sabo, se pravi s tistim, kar definitivno neizogibno se bo zgodilo tudi s
s tabo. Ne? Tako da ta dva prostora sta seveda izredno močna, ker imamo portrete mrtvih teles ali delov teles. Revija Maska je leta 2006 se lotila projekta 2023. Ustvarjalcem je razposlala vprašanje, preprosto vprašanje, kakšen projekt boste izvedli leta 2023. To pomeni 17 let kasneje. No, jaz sem se takrat odločil za odgovor, da bom leta 2023 umrl. Ta 17 let se je zdelo izredno daleč, pa tudi nisem bil prepričan, da bom imel leta 2023 neke velike ideje in želje po ustvarjanju. Tako da sem se odločil za smrt in izpolnil potrdilo o smrti. No, potem pa mine 17 let in me pokličejo z revije Maska in povedo, da smo v letu 2023 in so mi postavili vprašanje, kako bom izvedel svoj projekt, če ga bom. No, in potem sem si zamislil, da je nesmiselno inscenirati recimo nek svoj pogreb ali smrt, ampak se mi je zdelo, da je prav odgovor ta zlata žara, v kateri je moj pepel v obliki pepela las. Da je v bistvu ta projekt v skladu z resničnostjo, resničnost je pa takšna, da sem v žari, obenem pa tudi še izven žare. Še živ, pa vendar v žari pa še vedno živ. In dejstvo pa je, da v teh 17 letih je precej mojih znancev in prijateljev dejansko umrlo. Z Goranom Bertokom sva poskušala s to postavitvijo doseči tudi nekakšen dramaturški lok. Se pravi, prehajamo iz nekega družbenega konteksta v vedno bolj intimno in osebno, dokler ne pridemo do tiste končne postaje. V zadnji prostor, v katerega sva postavila videoinstalacijo, ki izhaja iz serije Obiskovalci, se pravi videoinstalacijo, kjer smo poudarili nekako telesno izkušnjo obiskovalca, da vstopi v nek prostor, kjer se odvija tista res končna postaja, se pravi končna, da rečemo, eksistenca človeka, se pravi, ko pride do popolnega uničenja in izničenja telesa. In ko govorimo o smrti, kot je Goran Bertok sam v nekem intervjuju izjavil, eno je, ko ti poslušaš o smrti in takrat si seveda predstavljaš kvečjemu smrt drugega. Drugo je pa, ko vidiš smrt, se pravi, ko imaš pred sabo portrete mrtvih ljudi, to je moment, ko takrat pravzaprav neizogibno dojameš, da nekaj takega podobnega čaka tudi tebe. Pri svojem delu s smrtjo, natančneje s truplom, sem prišel do nekega, najprej do tega, da ločujem smrt in pa konec življenja. Lahko je to zgolj igra besed, nepomembna, ampak meni se zdi zelo pomembna smrt in pa konec življenja. Če je smrt res tisti trenutek prehoda iz bivanja v nebivanja, bi lahko rekli, da se nesmiselno s tem trenutkom pretirano ukvarjati. S koncem življenja se mi zdi pa že bistveno pomembneje, da se ukvarjam, in to zato, ker če vem, če razmišljam o koncu življenja, se s tem ukvarjam, pač se dejansko ukvarjam z življenjem. Gre za torej za neko zavest, da je življenje zelo omejeno in ga pač, če se s tem ukvarjam, če o tem razmišljam, pač poskušam recimo dati življenju smisel ali pa se zavedati lepote vsakega trenutka, ki ga imamo na razpolago. Dober razlog za ukvarjanje s truplom, smrtjo, ampak konkretno s truplom, je sledeče. Mi vsi v zahodni družbi vemo, da bomo umrli, ampak to je neko načelno stališče. Dejansko ne vemo,
ne sprejemamo svoje smrti. Če rečemo, vem, umrl bom, to pomeni, vem, da smrt obstaja, sem jo videl, poznam nekoga, ki je umrl, ali pa vidim posnetke trupel, vidim posnetke nesreč, posnetke mrtvih vojakov v spopadih, ampak dejstva lastne smrti pa ne sprejemamo. In zato se mi zdi, zato se tudi ukvarjam s truplom, zato me truplo na nek način fascinira, privlači, iritira, kajti načelno, teoretično vedenje, da bom umrl, ni isto kot če se soočiš s truplom. Lahko bi rekel, citiram, ne vem koga. Ni nas toliko groze spoznanja, da bomo umrli, groza nas je spoznanja, da se bomo spremenili v truplo. Mislim, da je to dovolj velik razlog, da se ukvarjam s to tematiko. Dovolj veliko opravičilo in razlaga, da me ta tema iritira, privlači. Dela Gorana Vertaka, kot sem že rekla, so zagotovo dela, ki nam govorijo o stvarih, s katerimi se zagotovo ne srečujemo vsak dan. Gre za dela, ki imajo močan učinek na gledalca, namreč presunejo, zagotovo pretresajo. To, kar vidim tudi od odzivov, ki nam jih dajo obiskovalci. Goran Bertok s to svojo razstavo, s temi svojimi serijami ne daje gledalcu nekega prostora užitka, ne? To so vendarle neke serije, ki pustijo na gledalcu globok vtis. Mislim, da gre za serije oziroma dela, način dela, ki gledalca zaznamuje. Prišla bo smrt in imela bo tvoje oči. Ta smrt, ki nas spremlja od jutra do večera, nespečna, gluha kot star očitek ali nesmiselna razvada. Tvoje oči bodo prazna beseda, zamolčan krik, molk. Tako jih vidiš vsako jutro, ko se sklanjaš nad sabo v ogledalu. O, drago upanje, tistega dne bomo tudi mi vedeli, da si življenje in da si nič. Za vsakogar ima smrt svoj pogled. Prišla bo smrt in imela bo tvoje oči. Tako bo, kot da bi opustil razvado, kot da bi se v ogledalu ponovno pojavil mrtev obraz, kot da bi poslušal zaprte ustnice. Nemi se bomo spustili v vrtinec.